Dame in gospodje, danes spominja na tiste, ki jih ni, tudi Freuda na zadnje, in če to priliko okrog obrnemo in se vprašamo, ne komu, da ne bo pomote, ampak čemu kolektivno svečko prižgati, katerim posebnostim slovenske kolektivne mentalitete ali pa identitete bi se morali končno že enkrat odreči. Ko sem tole tuhtal, sem rekel, Miha, ti potrebuješ psihiatra, ajde, psihoanalitika. In ga imam, magister Roman Vodeb, teoretski psihoanalitik, lep pozdrav, lep dobro dan. Pozdravljeni. Vas pa ne marajo punce, ne? Punce me marajo. Moškinje me ne marajo, so prav ženske, ki so malo bolj fajične, drugače sem pa poljubljen pri ženskah. Ok, dobra samozavest, bom rekel. Ne? Greva k tem slovenskim posebnostim, pa sem rekel, zakaj ne bi začel pri fasadah. Ne? Slovensko podeželje dejansko v nekaterih delih Slovenije izgleda kot bitka fasad. Mareličasto v ofenzivi zeleno, Bob Marley se tepe s pistacijo tamle pod Kamniškimi planinami. Ne? Kaj je v tebi, da gledaš barvno pahljačo, pri tistem ponudniku fasad in najdeš barvo, ki najbolj divje napada, ki je, kako bi rekel, neharmonična, disonantna, ki je umetnostna zgodovina v kombinaciji nepoznane, ki vrže cel zaselku neko disonanco. Na Uncu je bil en lep primer krasne vrstne hiše z novo, lepo v okolje položeno, torej enotno fasado, pa se najde jazbec, pa reče ne, divje rdečo. Kaj se dogaja? Ja, to je tako kot statuji, ne? Ja. Se pravi, če je deficit v samopodobi, manjko v egu, če človek sam sebi ni všeč in ta, rekel, nek notranji intrapsihični veliki drugi skozi to tumba, nisi dober, nisi ok, popravi se in potem sam sebe dekoriraš statuji, s piercingi, to so neke ego deficiti, brazgotine, isto lahko projeciraš, recimo jaz sem osebni svetovalec, pa včasih dajem nekomu drevo za narisati, in pa riše grče, pa zlomljene veje, brez sadja, Pri fasadah je pa zelo podobno. Se pravi, tisti, ki dizajnira to barvo ali pa celo hišo, on projicira lastno nezavedno v barvo fasada. Ampak kaj si mi sporoča? Sporoča, glejte me, kako poseben sem, tudi inovativen, kako... Zdaj, nažalost moram povedati, da tudi moja fasada je malo ekstravagantna. Ker sem jaz ekstravaganten, pa tudi moja žena oziroma mati mojih 2 otrok, ampak to je bila projekcija njene želje, ne moje. To sem želel vprašati, sem slišal, da imate rumene črte v fasadi. Ja, kaj sporoča magister Roman Vodeb z rumeno črto? Da je ženina beseda bila glavna, ko je hotela fasado imeti. Moja ideja je bila, naj bo fasada tako modro plava, kot imaš ti plave oči in moj sin. Čakajte, pa ne boste zdaj rekel, da so ženske krive tudi za vse te fasade? Glejte, pravi moški uboga, kakšna bo hiša, ker hiša je simbol vagine, simbol matere in moški mora omogočiti, da se hiša kupi, ampak ves dizajn, notranjo opremo, dekoracijo, to pa naj bo simptom ženske. Ona uživa v dekoriranju zaradi kastracijskega kompleksa. Ona se lišpa, naj se. Greva k tem fasadam nazaj. Jaz sem pomislil na, kako bi rekel, na narcisa, na narcisističnost. Ja, gledajte, ampak ti ljudje živo rdeče žive barve, ekstravagantne, opozarjajo, poglejte me, tukaj sem, radi me imete, ploskajte mi. Ampak veste, če se ne razumem, ker ti ljudje, ki kričijo na sosede s fasadami, so v glavnem tihi, povprečni, nestopajoči, 6. vrsta pri maši. Če je bil tudi Fritz popolnoma neopadljiv za okolico, priklopil, vesten sinček, pa si je ukradil. Pride do dekompenzacije, se pravi kompenzira normalnost, se kaže na ven lepega, ampak na samem ga pa simptomi izdajajo. Čakajte, je verjetnost incesta v kleti hiše premosorna zmerna z odstopanjem fasade od nekih harmoničnih normativov? Ne fasade, koncept hiše recimo, ki je podkletena in slovenska nacija ima podkletene hiše. To je problem, skrivajo. Kaj sporočamo s tem? Da imamo grehe, ki jih podkletujemo, ki jih skrivamo, ki jih zabetoniramo pod uradni del, jih zabetoniramo, skrijemo. Ampak a ni klet za krompir pa jabka? Ne, to je projekcija nezavednih procesov. Tako kot recimo človek, ko riše drevo, nezavedno projicira svojo travmo v narisanje drevesa. Isto je v projekciji nezavednih potlačitev v dizajn hiše, tudi barvo fasad. Tudi podstrešje recimo.
Gospod Vodeb, greva naprej. Še ena slovenska posebnost je cesta oziroma avtomobil. Ne, to Jekyll and Hyde pocestništvo. Ne, Slovenci sicer tihi, upogljivi in mrljivi, ne, na cesti postanemo beštije, ne ustavljamo pešcem, letimo si v škarje, se izsiljujemo, težave imamo z zadrgo. Ne. Zakaj nas vstop v avto spremeni? Avto je pač simbol moškega spolnega organa. In tukaj smo vsi frustrirani, tudi ženske. Ne? Ženski da še enkrat tisti falus, ne? In če posebej tak karavanski, da ni avto klitoričen, da ima močen oblak. Zakaj ravno avto? Ja, to je prevozno sredstvo in naše nezavedno zapopade vse. Se zapopade tudi smuči, ali pa lopar, ali pa obleko, kuli pri intelektualcih oziroma penkalo, ne? Ampak avto je pa ena stvar, s katero se da najbolje kurčiti, ne? Se pravi ven metati, upozarjati, svojo frustracijo daješ ven z nenormalno hitrostjo. Jaz sem rekel, ne sprejemati cestno-prometnih novih zakonov, ampak sprejmite pa teh pik, ne, dajte raj na psihoterapijo te ljudi, ne jih kaznovati. Okay. Pozdraviti morajo patos. Gospod Vodeb, razumem, ampak se mi zdi, da smo mi kljub vsemu specifični, ne? Vse verjetno prededipalstvo je globalen problem, ampak zakaj nam avto Slovencem pomeni toliko, da slovimo potem in tudi statistično se to dokazuje, da glede na dohodke vozimo neproporcionalno draga vozila? Ker smo, ne kot nacija, tudi kot nacija, ampak posamezniki smo simbolno kastrirani. Nismo izživeli tistega ega, se ne moremo ven metati, smo simbolno kastrirani, ne? Kastrira nas pa sistem, pa recimo feminizem in pol avto je edina stvar, s katero se moški lahko kurči in to s hitro vožnjo. Ne? Potem pa Kangler da tam radarje. Ne? Potem nek intuitivno posname nekaj iz nezavednega ven, kaj to pomeni, uničil si mi sex life, ker se ne morem ven metati, ker pičke se ne limajo na neke sivo poprečno, počasno vozeče moške. Ne? Žensko rajca, Ferrari, ampak hitra vožnja. Tega obrata pa ne bom rekel, ne razumem, ampak mariborski radarji so pravzaprav na nek način kastrirali mariborske šoferje, ja. z nekim tihim, nevidnim sporočilom ne boste divjali. Ki je bilo sadistično koncipirano in ta policaj, vodilni Kangler, je imel idejo, da bo zdaj vse te kastriral. On je car, vi ste pa tem nemočni bratje. Ne? Jaz alfa samec, imam privilegij ženski želji, ne, se lahko kurčim kot župan, vi ste pa nikoj ništa, še hit ne smete voz. Okay. To je to nezavedno, ki je dalo idejo, da bi bilo pa dobro te divjake kastrirati, umiriti. Okay. Ampak ne, če pravite, da je avto strogo moški nadomestek, pa da ne bom vašega izraza uporabljal, hlačnega ščinkavčka, zakaj potem tudi take namreč poznam partnerke zahtevajo višji razred avtomobila? Vse vam povem, da avto ni avto in ženska želja ni ščinkavec, ampak piton, ne? Se pravi karavan, Ferrari, ne klitorični smart. Ok, zakaj pa pogostost uporabe smernika, to pa je obratno sorazmerna s ceno avtomobila, ne? Krožec sploh štosi, da jih v Nobel Audije sploh ne ugrajujejo. Ja, to je pa omnipotentnost, ki tisti, ki imajo toliko denarja, če tudi prigoljufanega, lahko kupi tak avto, ki je 100.000 evrov vreden, ne rabi zdaj pri rdeči luči ustaviti. Jaz imam problem, recimo, ker sem zaznal omnipotentni moški, ne šmirgajo rdeče luči, pa verjetno tudi pri teh žmigavcih imajo probleme. Kdo bo meni zdaj življenje zaustavil, da bom jaz mogel dati žmigavec? Kako to pravi moški? To ima pravi moški problem z avtoriteto, ali kaj? To so funkcionalno neodrasli moški, to so razvajenci, to so predojidipalci, to niso funkcionalno odrasli in pravi moški bo ustavil, dal žmigavec, ker je v tej kulturi pač tako. Sam je pa nekaj drug problem, ker pravi moški vozi tako, kot je varno in prav. Potem pa v nedeljo zvečer skozi naselje, kjer ni žive duše, pride policaj, sadist in ga ustavi, ker je vozil 63 namesto 50. Pa žive duše ni bilo, ker vozi po občutku. Funkcionalno odrasli moški vozi po občutku. Psihopati pa rabijo znake, da jih štopajo, ker so neukrotljivi, ker nimajo notranjega očeta, notranjega zakona, po katerim bi se ravnali. Gremo naprej, še eno tako lastnost, ki si jo Slovenci priznavamo, ki se je zavedamo.
bi bilo morda treba odpraviti, ali pa ne, to mi boste vi povedali, ker ste psihoanalitik, ne fovšija. Ne? Fovšija je pri nas tako prisotna, oziroma naj bi bila, da je tako rekoč ponarodela, ne? Da se hvalimo z njo. Kaj je to fovšijo in Slovenci? Je to mit ali je resnica in odkot izvira? Zavist je zdravo čustvo. Če ne bi bilo zavisti, ne bi bilo napredka. Zavist se napaja iz oralne faze in analne in falične, se pravi, mali dojenček zavida materi sposobnost, da ga nahrani. To je prvi del zavisti. Ja. Potem celo otroštvo, otrok, predvsem moški, zavidajo očetu ali pa odraslim odraslost. Moč. Ampak zdaj, zavist se lahko manifestira na dva načina. Ne? To sem zadnjič bral en članek Mihe Macinja, prav da ne, torej pozitivno si zavisten in boš sebe korigiral oziroma se popravil, da boš boljši in tako lahko konkuriral tistemu, ki mu zavidaš, in se mu postavil ob bok, ali boš pa tiste, ki jih zavidaš, povlekel dol v povprečje. No, v tej fazi stopi pa Oedipov kompleks. Če ga človek, deklica ima malce več problemov, deček pa, če pravilno razreši Oedipov kompleks, bo razvil moralno razsodnost. Se pravi, tisti nadjaz, super ego, zaradi katerega ljudi teče vest. In če imaš intrapsihičnega očeta, ponotranjenega, potem zavist ne boš manifestiral, ampak jo boš občutil, vedel boš pa da ni moralno prav, če nekoga zaradi lastne fovšije spravljaš v grob. Ker na zavist se pa nalepi še sadizem. Potem delaš neka dejanja, ki so sadistično motivirana, da ja trpi ta, ki ima užitek, kateremu si zavisten. Razumem. In če se v Sloveniji več? Patosa. Ok, greva naprej. Greva k popularni kulturi. Nazadnje popularna kultura vzgaja naše otroke in je zelo pomembna. Ne? Greva pogledati samce slovenskega popa. Jaz se spominjam, v zgodnjih 90-ih smo imeli nekega faličnega Vilija. Ne? Vili resnik je poziral z nekimi kosmatimi prsmi, z dvema avtomobilskima gumama ovešen, ne? S kolesom, ne? Z nekim gorskim kolesom, katerega sedež je aludiral na erektiran spolni ut. Ne? Fantje takrat niso skrivali, da se gonijo. Ne? Danes je pa ta prototip slovenskega estradnega moškega in tak mehko-pornografski iskalec nikoli realizirane ljubezni. Ne? Totalno so neagresivni. Ne? Jan Plestenjak vse čas hrepeni, a se mu nikdar to ne zgodi. Ne? On dobro glumi. Ne? Ja, verjetno, ampak zakaj potrebuje to igro, da bi bil uspešen? Ne? Zopet tisti problem. To je to tržna niša, nerealizirana ljubezen. Tudi zakaj, tržna niša. On sebe glumi. Ne? Zdaj ti estradniki so narcistično malo zmoteni, ne, in radi ugajajo na tak način, da bodo začarali. In te babe res padajo na njih. Ne? Tudi identifikacija gre včasih, pa ne pri vseh. Jaz sem dva sinova, ni variante, da se identificira s temi omenjenimi. Ne? Zakaj ne? Ker sta sinova pravega moškega, ali kaj? Ne bom, Kovačeva kobila je ponavadi bosa. Jaz bom rekel, da sem jih poskušal zaznamovati z moralno razsodnostjo, tako da sem bil tudi kaznovalen in da postata funkcionalno odrasla in imata čut za moralno razsojanje, ne bosta šla pa v sivo povprečje, pa gledala, ne vem, Marija, pa se identificirala s Plestenjakom ali pa poslušala Modrijana. Kaj, torej sta nadpovprečna? Ne, drugačna sta. Zdaj, ob takem fotru ne morata biti, ker bo ta kopija mene, ne morata biti sivo povprečna. Govoriva o povprečju, ne, ampak greva naprej, greva na drugi strani ženske pogledati, ne, ta arhetip slovenske estradne ženske, ne, to so neke joškate napadalke, ne, jih imamo cel kup, Lendero, Verboten, Blagne, Dremelj. Zakaj je pravzaprav lahko ženska znotraj prevladujoče, ne, pop kulture povprečja seksualno bolj agresivna in eksplicitna kot moški? Zdaj, sistem je kastriral. One pojejo, če si mačo, me daj za krtačo, si bom dala in si naprej. Sistem kastrira moške. Potem, če moški kastriran, ne boš zdaj sehtat, zdaj vse živo. Te ženske imajo pa, ne boste verjeli, pohoto. In zdaj tisti atribut, ki ga imajo, so joške. Zdaj jih je pa treba dati moškemu tja v roke, da mu bo zapasal. Se mu ne bo silila, poglej, kak lep gležn imam. Joškemu bo dala, ker je deček bil dojen, in je tisto veliko joško dojil, ima prav spomin. In ti polatojene ženske, te velike joškarce napadajo moško željo. In prav je tako. Samo problem niso ženske, problem so moški, ker ne napadajo. Kljub temu, da se ženska tem pokaže, kožo pokaže, ustnice da čist na rdečo, Ferrari rdečo, prekrvavljenost ženskih genitalij, se pravi potrebna, sem naskoči me. Ta jajčko
pa tam cinca, ne. To se Okej. pred 20 leti ni moglo narediti. Kaj, ženske bomo torej bolj prave kot moški? Ženske bi bile normalne, ker one niso simbolno kastrirane. Ker problem današnjih časov je, da je moški simbolno kastriran. Ampak moški nimajo ne jajc, ne testosteronske agresivnosti, ne moralne razsodnosti, ne znajo riniti. Ženske so pa brez oplojevalcev. Tole me še zanima, čas nam beži, ne? Ruralizacija je vse bolj prisotna, ne? Popularne kulture. Ne? Zakaj študentska populacija, ki je bila vedno nekako, bi rekel, progresivna, liberalna, urbana, ne? v navednicah, zdaj beži v kulturo podeželja, ne? Po roku, punku, rejvu si šopajo modrijane. Ne? Mogoče je to nezavedni beg v žlahtno konzervativnost. Ne? Zdaj, če dajo nezavedno, in to delajo nezavedno, če dajo na tehnico, ne? Ali bom zdaj poslušal modrijane, ne? Ali bom šel pa alternativno, ne vem, z Draganom Živalinom v vesolje, pa na paradi ponosa, gledal, se moški zaližejo med sabo, ne? Potem nezavedno odloči, ne? In to zdravo testosteronsko odloči, bom raj konzervativen pa modrijane poslušal. Ker gre za nezavedni beg od anarholiberalnosti, ki je moteča. Moški funkcionalno odrasel, ne? Bo šel tisto tam, kjer so babe. Čakajte malo. Govorite, da je narodno-zabavni milje s svojo konservativnostjo bolj na prav način možat. Bolj je pisan na kožo, ampak na nezavedno kožo. Tistih moških, ki slutijo, in to kar pravilno, ker vsak deček je dokaj pravilno, ker ga anatomija genitalij sili v to, razrešil odipo oziroma kastracijski kompleks. In potihem ve, kam je bolj še. Skratka, v narodno-zabavnem kiču bomo našli spet pravo ureditev družbe, prave odnose med spoloma, pravo družinsko okolje, pravo podobo. Ali je možno na ta način špekulirati? Tam so stvari dokaj kmečko postavljene, ne? Ne? Lepa moraš biti, pa nategni me, ne? Tam se oni pa znajo, babe se med sabo dol devajo, moški med sabo in to nezavedno človek ve. In nezavedno zdaj bežimo v mogoče, polko in valček. Ok, gremo še tole. Pravi moški, ne, meni se zdi, da smo moški luzeri evolucije, ne, kaj nam bo testosteron, kaj nam bo mišična masa, kaj nam bo smrad švica, kaj nam bo agresija, to je za smetišče zgodovine in mogoče ne bi mogel tudi vi kot Freudovec upoštevati to evolucijo in reči, gremo v to smer in Freud nima več prav, ne da se njegovih enačb o pravem moškem, o Oidipovem kompleksu več aplicirati v sodobno družbo. Nemogoče. Anatomija genitalij nas pozicionira v staro dobro konzervativnost. Moški je dajajoč, ker ima dajajoče genitalije, ker je penisno bitje, aktivno, sadistično. Ženska je pa vaginalka, ki sprijema. Anatomija genitalij se ne da spremeniti in vedno vsaka nova generacija bo znova kompatibilizirala dva tipa genitalij in jih bo dala v žensko sprejemajočo in dajajočega moškega. Magister Vodeb, pa so spet na začetku. Dajte mi še to za konec povedati, ne? Če ste lahko še vi, moj pacient na kavču, uživate v tem, da vas ne marajo? Ne uživam, ampak moralno ne. Sem se analiziral. Moralno prav je, da se nekdo upre. In če ni Rugla, sem to jaz. Kaj bi pa Rugl vam rekel, če bi se ulegli na njegov kavč? Rugl je hotel imeti za naslednika, pa sem mu rekel, da dva delina. Kaj bi pa Freud rekel? Freud bi mi čestito, jaz sem napisal knjigo, ki jo Freud še ni mogel napisati, Rugl bi pa ploskal. Jaz delam tisto, kar je moralno prav in vem, da je to moj adut. Kar vam pa feministi govorijo, to pa ni za veter. Končajmo tukaj. V redu. A lahko eno lepo sporočilo za konec? Damam. Ja, ženske ima res strašansko rad, ker sem jim rad mamo. Magister Vodeb, najlepša hvala.